Živjo! Odstavljeni pomočnik misije ZN v Afganistanu Peter Galbraith je javno napadel ravnanje ZN v času volitev v Afganistanu. Kar tretjina glasovnic za Hamida Karzaija naj bi bila ponarejena. Največjo odgovornost za to naj bi nosil njegov nekdanji šef Norvežan Kai Eide, ki se ni zmenil za opozorila opazovalcev na terenu pri pravi izvedbi volitev, preprečil pa je tudi posredovanje informacij volilni komisiji o zelo nizki volilni udeležbi v pokrajinah, kjer je bilo zastraševanje talibanov najuspešnejše. Povsod tam je bila večina glasovnic ali vse namenjene predsedniku Karzaiju. V eni izmed teh pokrajin naj bi bilo oddanih 10-krat več glasovnic od dejanskega števila volivcev na voliščih. Predstavništvo ZN v Afganistanu je, da bi se izognilo polemikam in obtožbam o ponaredbah, hitro potrdilo zmago predsednika Karzaija, obseg ponaredb pa označilo za nepomembnega. Karzai je zunanjemu ministru celo ukazal, da naj protestira, ker se Američani vtikajo v afganistanski volilni proces, diplomatu Galbraithu pa grozil z izgonom iz države. S tako skorumpiranim volilnim procesom je bila Talibanom predana največja strateška zmaga v zadnjih 8 letih. Obstaja pa tudi možnost, da druge etnične skupine ne bodo priznale legitimnosti volilnih rezultatov, kar lahko privede do popolne dezintegracije države. Najverjetneje bi z vnovičnim štetjem in izločanjem ponarejenih glasovnic Karzajev volilni rezultat padel pod 50%, kar bi pomenilo drugi krog volitev. Volilna komisija namerava ponovno prešteti le 10% od 3000 glasovnic, ki so uradno sumljive. Drugouvrščeni predsedniški kandidat Abdullah pravi, da zaradi vloge misije ZN v afganistanskih predsedniških volitvah resno trpi ugled in kredibilnost ZN. Pozval je tudi k preiskavi vloge vodje afganistanske misije, torej Norvežana Kaia Eideja. Generalni sekretar Ban Ki-moon je odstavil Galbraitha minuli teden, potem ko je v javnost prišla vsebina njune korespondence, uradno zaradi osebnostne nekompatibilnosti. Po Galbraithovi odstavitvi je protestno odstopilo vsaj 5 uslužbencev misije ZN v Afganistanu. Pa še to, začenja se 9. leto vojne. To moramo povedati. Svečke prižgati, pihant, vse najboljše. Svet za človekove pravice ni glasoval o 575-stranskem poročilu, spisanem pod vodstvom južnoafriškega sodnika Richarda Goldstona. Poročilo je podroben popis vojnih zločinov storjenih decembra in januarja v Gazi in ukrepov proti kršiteljem. Glasovanje o njem je preloženo na marec. Poleg Izraela, ki vidi sprejetje poročila kot smrtni udarec mirovnemu procesu med Izraelom in Palestinci, so bile največji nasprotnik glasovanja ZDA, Evropska unija in Rusija. ZDA so izsilile preložitev glasovanja na marec prihodnje leto. Med nasprotniki glasovanja se je znašel celo palestinski predsednik Abbas, kar je izzvalo množične demonstracije na vseh palestinskih teritorijih in diaspori. Na takšno izdajo so bili presenečeni celo ministri iz vrst Fataha, mnogi privrženci pa zahtevajo njegov odstop. Palestinians have betrayed their own people. This was a moment when finally the international community endorsed the allegations of war crimes, and it would have been an opportunity to vindicate the struggle of the Palestinian people for their rights under international law. Goldstonovo poročilo je ključno. Sprejetje poročila bi pomenilo, da bi ga moral obravnavati Varnostni svet, na podlagi sklepov poročila pa sprejeti resolucijo o nadaljnjih ukrepih. Poročilo predlaga Varnostnemu svetu dodelitev zadeve Mednarodnemu kazenskemu sodišču, če v roku 6 mesecev obe strani ne izvedeta kazenskih preiskav o vojnih zločinih. Hamas je obljubil takojšen začetek preiskav. Izrael tega ne bo storil, saj ni hotel sodelovati niti pri zbiranju materiala za poročilo. V ofenzivi na Gazo je bilo ubitih 1400 Palestincev, od tega vsaj tretjina žensk in otrok. Na izraelski strani je bilo ubitih 10 vojakov in 3 civilisti. Goldstonovo poročilo obtožuje obe strani vojnih zločinov, vendar je palestinskim namenjeno le eno od 31 poglavij. Popoln preobrat se je zgodil zahtevo Libije po izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN na temo Goldstonovega poročila. Zahteva je bila odobrena, Varnostni svet se bo sestal takoj, preložitev obravnave na marec ni uspela, kljub izdajstvu Abbasa in njegovih svetovalcev ter uslužnih arabskih držav.
Ker irski volivci v prvem poskusu potrditve Lizbonske pogodbe niso zmogli poguma za pravilno odločitev, so bili 17 mesecev kasneje na popravljalnem izpitu. Tokrat je test pravilno rešilo kar 67% volivcev. Nasprotniki Lizbonske pogodbe so proevropske stranke obtoževali demagogije in izkoriščanja strahu pred recesijo in izgubo dela, v primeru, da bi se odločili napačno. Predsednik Evropske komisije Barroso je referendumski izid označil kot velik dan za Evropo in velik dan za Irsko. Rubežniki so zasegli večino patruljnih avtomobilov policijske enote v zvezni državi Illinois. Občina z 8.000 prebivalci se je znašla v finančnih težavah, zato je banka zaplenila 5 od 7 policijskih avtomobilov. Težave so tudi z osebjem. Šerifa je zapustilo 3/4 namestnikov. V najboljših časih je imela policija zaposlenih 29 ljudi, danes le še 5. Bratska pomoč je prišla iz 2 virov. Šerif se danes vozi s SUV-om, ki mu ga je posodil guverner države Illinois, pri delu mu pomagajo prostovoljci in pripadniki policije države Illinois. Nekaj občin na Floridi je izvedelo za tegobe v Illinoisu, zato so tja poslali odvečne patruljne avtomobile. Mesto Detroit je izdalo 5.000 prijavnic za finančno pomoč pri nastanitvi in plačilu komunalnih storitev. Že pred 12. uro je županov urad izdal obvestilo, naj ljudje na občino ne hodijo več, saj je občinsko zgradbo in okolico preplavilo tisoče pomoči željnih meščanov. Nekateri so v vrstah čakali celo noč, rešilci so odvažali nezavestne, policija je komaj vzdrževala red med čakajočimi. Čeprav se nebo ruši večini Američanov, obstajajo seveda tudi izjeme. 400 najbogatejših Američanov je v zadnjem letu svoje premoženje povečalo za 30 milijard dolarjev. To je sicer le 2% povečanje, pa vendar dovolj, da bi lahko za celo leto zaposlili 500.000 učiteljev. 400 najlepših in najpametnejših ima tako skupno kar 1,6 trilijona dolarjev premoženja oziroma 3,9 milijarde na glavo. Dovolj, da bi za 20 let zavarovali vse državljane brez zdravstvenega zavarovanja ali omogočili povsem brezplačno visoko šolstvo. Ameriška vojska namerava prihodnje leto razširiti vojaško bazo na Guamu. Projekt je ovrednoten na 15 milijard dolarjev, bazo bo širilo okoli 20.000 delavcev. Večina teh bo najverjetneje Kitajcev, Filipincev in Korejcev. Kar nekaj kongresnikov si zato prizadeva, da bi bila večina delavcev državljanov ZDA. Gradbeni sektor je recesija najbolj prizadela. Pentagon namerava iz Japonske preseliti 8.000 marincev in 15.000 članov vojaških družin. 6 milijard dolarjev bo za nastanitvene objekte prispevala Japonska. Baza bo postala glavno oporišče in logistični center na Pacifiku. Poleg letal bo lahko sprejemala tudi podmornice in letalonosilke. Yes! Med pripadniki super bogatih ljudi na svetu je veliko takšnih, ki so zagrizeni okoljevarstveniki. Problema pa v glavnem ne vidijo v energetski požrešnosti razvitega sveta, temveč v rasti svetovne populacije. Rast svetovne populacije in globalno segrevanje naj bi bili 2 plati istega kovanca. V resnici vsi merljivi podatki kažejo, da sta fenomena v obratni korelaciji. Predeli sveta, kjer populacija raste najhitreje, so predeli, kjer se izpusti toplogrednih plinov povečujejo najpočasneje. V obdobju med 1980 in 2005 je podsaharska Afrika k rasti prebivalstva prispevala 18,5% in k povečanju toplogrednih plinov le 2,4%. V istem obdobju je bil severnoameriški delež k rasti prebivalstva 4%, delež povečanja izpustov pa kar 14%. Območja z nizkimi izpusti so v celoti prispevala kar 63% delež rasti prebivalstva. Celo več. 1/6 svetovnega prebivalstva je tako revna, da ne ustvarja omembe vrednih emisij. Urbani reveži in brezdomci tretjega sveta ne le malo trošijo, v glavnem se ukvarjajo s prebiranjem in recikliranjem smeti. Njihov obstoj bi tako moral biti koristen tudi v očeh bogatih belih ljudi, ki brez slabe vesti pozimi ogrevajo odprte bazene ali pa potujejo s privatnimi letali in helikopterji. Večina tovrstnih ekologov naredi več okoljske škode v enem dnevu, kot povprečen Afričan v celem svojem življenju. Ja, iz ljubljanskega studia 142,
Takle imamo. Ne se ne.